Galerija Ekurna vsako poletje naredi razstavo, kjer izbere dela, ki so nas v preteklem letu ali dveh nekako vznemirila, ki so se nam zdela zanimiva, in jih potem zberemo in potem razstavimo. Na nek način tudi lahko primerjalno pogledamo nek prerez preteklih razstav, ki so se zgodile v galeriji, in pa seveda jasno tudi gre za dela, ki smo jih nekako našli na drugih razstavah ali pa v ateljejih in tako naprej. V letošnjem izboru je 16 umetnikov, zelo različnih umetnikov in umetnic, in je nekje razpon od najstarejša slika je od Milenka Matanoviča iz časa skupine Oho iz leta 1968. Ta slika je prvič pokazana v Sloveniji, bila je samo razstavljena na razstavi v Zagrebu, Ohojevi razstavi v Zagrebu leta 1968. In je bila na nek način pozabljena, zgubljena, in je zdaj prišla enkratna prilika, da smo lahko ponovno predstavili slovenski publiki. In vse do, se pravi, od Matanoviča leta 1968, potem so slike, ki so šle skozi 80., 90., 2000 vse do danes, in nekako zaključimo z perspektivno mlado slovensko likovno umetnico Tino Dobrajc. Razstava je postavljena tako, da so prikazana dela, ki so na nek način različne seveda avtorske poetike, ampak so skupaj dana. Naprimer, imamo neko linijo, modernistično linijo, linijo čistega slikarstva, potem imamo mogoče neko kombinacijo koncepta pa abstrakcije, na kar sledi postmodernistična linija slik in zaključimo pa z mladimi umetniki. Gre za subjektivni izbor in pa za neke vrste izziv, ki je pač vsakič znova dan pred galerista oziroma kuratorja, da preveri, kako pravzaprav ta dela medsebojno funkcionirajo in kakšni so pravzaprav njihovi odnosi. Seveda, vsako od teh del je specifično, in ravno to daje razstavi in pa seveda tudi kuratorju nek izziv, kako v medsebojni postavitvi ustvariti vseeno neko harmonijo vseh teh različnih avtorskih poetih, ki so pač zelo izrazita in na nek način zelo samosvoja. Vsak kurator, vsak galerist
mora izhajati iz prostora, ki ga ima na razpolago. In prostor galerije Kurna nekako nam narekuje, da se primarno posvečamo slikarstvu. In pa jasno, na nek način je to tudi neka tradicija v galerije Kurna v slovenskem prostoru, da zastopa tisto, kar je v slikarstvu mogoče najbolj zanimivega v tem času. Slikarstvo je danes mogoče ena, kako bi rekel, nepopularen način izražanja, likovnega izražanja. Naša življenja so pač prepredena z internetom, z globalnim potrošništvom. Življenje teče hitro, slike pa so počasne. Nastajajo mesec, dva, tri, lahko tudi več. In ko se gledalec sooča z sliko, si mora za to vzeti čas. In tega časa v sodobni družbi vse bolj primanjkuje. Zato so zelo popularne razne inštalacije, koreografije, scenografije, svetlobni efekti, zvočne inštalacije, ki imajo na nek način omejen rok trajanja, tako kot pač ta sodobna družba konzumira svoje vizualne potrebe na isti način. Se pravi, da jih konzumira in potem na nek način prebavi in odvrže. Slikarstvo je pa tisto, ki je počasno. In zato rabimo drugačen pristop in upočasniti način gledanja in dojemanja slik. Zaradi tega, ker so v teh slikah zgoščeni, veliko elementov je tako zgoščenih, da se pač potrebujemo več časa za absorbiranje nekega slikarskega dela. Zato je na primer zanimivo, da pač so tujci, na primer, ki so turisti, ki pridejo v galerijo, ki imajo čas, potem vedno navdušeni nad temi slikarskimi deli, medtem ko dostikrat domača javnost površno reče, ja, saj mogoče kakšen od teh del smo pa že videli ali pa ne. Že, ampak tudi postavitev je pomembna. V taki postavitvi ta dela še nikoli niso bila. In je čist iz enega izobraževalnega namena to zelo dragocen. So vedno te pregledi, jaz mislim, dragoceno in za izobraževanje, za preverjanje, kaj se dogaja s slovenskim slikarstvom, v dobrem in v slabem, jasno. Naslov razstave, samo še slikarstvo, na nek način se spogleduje z idejo, da če se vprašamo čez 100 let, kaj bo ostalo kot en dokaz časa, ki ga zdaj živimo, so to definitivno slike, dobre slike. In v tem smislu bo ostalo slikarstvo pač brezčasno in vedno aktualno.